Ob koncu prvega tedna v juliju so Konjičane in ostale razveselili z novico, da bo v vročih poletnih dneh možna prijetna ohladitev v domačem kraju. V petek 10. julija 2020 ob 10. uri so namreč po večletnem premoru odprli bazen v Slovenskih Konjicah, ki bo odprt vsak dan od 10. do 20. ure. Z obnovo in dodatno gradnjo dotrajanega bazena so začeli novembra 2018, ki se je po slabih 2 letih zaključila letošnji konec junija. Lep dober dan, spoštovane, spoštovani, prijateljice, prijatelji, občinski svetniki in vsi ostali. Poslušali smo, ko legenda zaživi. Danes smo na mesto legendarnega konjiškega bazena. Naši starši in stari starši so ga pred desetletji zgradili, sedaj imamo tukaj novega. Generacije Konjičanov in vseh okoliških prebivalcev so tukaj našli priložnost, da so se družili, da so preživljali prosti čas. In temu je tudi sedaj tako. Nekako novembra 2018 so se začela dela na tem bazenu. Torej v dobrih ali pa slabih 20 mesecih smo zgradili ta objekt, ki je dejansko v celoti nov. Celoti nov in skoraj celoti ga bo financirala tudi občina. Ocenjujemo, da bo vrednost dela še niso čisto zaključena oziroma obračunana cirka 1,1 milijon evrov. Seveda, kaj naj rečem? Zahvala vsem, ki smo tu sodelovali oziroma ste sodelovali. Tu so mi napisali, koga moram posebej poudariti, pa naj si dovolim to prebrati. Torej, izvajalec GMI d.o.o., posebno zahvala gospodu Miranu Vočku in pa gospodu Zmagu Bezliču, ki sta skrbela za to, da so dela potekala in da smo nekje v dogovorjenih rokih tudi stvari izpeljali do konca. Podizvajalci: Hannik d.o.o., bazenska tehnika, Inotel d.o.o., strojne inštalacije, Elpro Križnič d.o.o., elektroinštalacije, Čakš d.o.o., keramika, Stotinka d.o.o., dezinfekcijski sistem, Nadzor Koning d.o.o., Vladimir Pijavš in pa seveda projektanti, Projekt Vizije d.o.o., Renata Vežnaver in pa Geoterme Boeing d.o.o., gospod Bojan Rizman, bazenska tehnika. Torej, iskrena zahvala vsem. Moram se zahvaliti tudi moji sodelavki Urški Udovičič, ki danes tukaj ni, ki je dejansko skrbela in imela veliko skrb, da so zadeve potekale tako, kot je potrebno. Kaj si želimo v tem bazenu? Želimo, da bi bil varen, želimo, da bi bil izkoriščen. Vsekakor se moramo zavedati, da vsi takšni objekti v državi, kjerkoli so, ne morejo sami od sebe funkcionirati, torej lokalna skupnost mora prispevati za to, da lahko tudi obratuje in tudi občina Slovenske Konjice bo seveda temu sledila, tako kot je tudi v preteklosti. Torej, zahvala tudi JKP d.o.o., ki prevzema upravljanje bazena. Kar nekaj težav je bilo, ampak skupaj smo to zadevo rešili in upam, da bo vse v redu. Seveda, sedaj živimo v teh časih te korone, ne bo tako sproščeno, kot bi lahko bilo, bo pa pod nadzorom, bo kontrolirano, bo tako, kot mora biti. Torej, da zaključim, govor je veste, mora biti kratki. Še enkrat hvala lepa, da ste prišli. To je velik dogodek za Konjice, ne samo za Konjice, tudi širše. S tem dokazujemo, da znamo, tudi če se kdaj ne strinjamo s kakšnimi odločitvami, ko se nekje zmenimo, speljamo stvari do konca in to je tudi današnji rezultat. Zahvala še enkrat pravim tudi občinskemu svetu, ki je podprl to izgradnjo z sprejetjem proračuna. Želim vam vsem skupaj lep dan še naprej. Lep dober dan še v imenu javnega komunalnega podjetja, v mojem imenu in v imenu vseh sodelavcev, vsem, ki ste se zbrali. Mi bomo tisti, ki bomo letos bazen upravljali in bomo do konca meseca avgusta skrbeli, da bo zagotovljena varnost, da bo zagotovljena primerna kopalna voda in seveda ne moremo mimo tega, da je letošnje leto posebno zato, ker smo dobili ta novi bazen in tako kot je prej rekel gospod župan, po desetletjih, odkar je bil zgrajen prejšnji, predhodni, tudi zaplavali v tem novem.
se moramo strogo držati tudi pravil glede omejitve epidemije oziroma okužb s COVID-om, tako da bo temu tudi veliko naše pozornosti posvečene, da bomo tudi nadzirali maksimalno število kopalcev. Sicer je število kopalcev nekako preračunano na 418 maksimalno, vendar letos bo lahko v bazenu naenkrat plavalo po danes znanih pravilih le 69 kopalcev in nekje 170 še zunanjih ostalih obiskovalcev, skupaj 244. Dnevno bomo sledili usmeritvam Nacionalnega inštituta in seveda o tem tudi obveščali tako preko Facebooka, kot tudi tu preko radia, če bo potrebno. Kopalcem bomo zagotovili primerno vodo in poskrbeli, da bo zagotovljena tako varnost strani reševalcev, 2 reševalca bosta ves čas prisotna. Potrebno bo tudi vsako uro razkuževati vse kljuke, vse, kar se obiskovalci dotikajo, tako da žal bodo nastali tudi nekaj višji stroški, kot so mogoče bili predvideni, vendar bomo tako zaposlenimi kot zunanjimi izvajalci zagotavljali, da bo to normalno potekalo. Glede vremena seveda v naši moči ni, ampak verjamemo, da bo vsaj nekaj prijetnih, dobrih, toplih kopalnih dni in se bo to dalo izpeljati. V zadnjih dneh je kar veliko ljudi hodilo tule naokrog, opazovalo, spraševalo, kdaj, kako in kaj, in se vsi že res zelo veselijo po vseh teh 3 letih, ko smo bili brez bazena, da se danes tudi brezplačno prvič vržejo v tole vodo. Tudi voda je presenetljivo topla, več kot 25 stopinj ima, če tudi ni natočena že cel mesec, ampak mogoče dobrih 10 dni, je zelo prijetna, primerna in verjamem, da bo vsem, ki se bodo prišli malo ohladiti, tudi nudila ustrezno ohladitev in pa razvedrilo. Ja, tako kot je bilo rečeno, bazen kot tak je neka osnova zdaj, verjamem in pričakujemo vsi Konjičani, da se bo tole malo nadgradilo, tako s skakalno desko, mogoče štartnimi bloki, pa potem tudi s temi pritrditvami, da je možno plavalne proge pritrditi, zaenkrat to ni mogoče. Mogoče seveda manjka še neka zasaditev, ki je tudi še v planu, in tudi za otroke mogoče kakšen park nekih igral ali kakorkoli, da se lahko otroci še dodatno zamotijo. Letos na vse zadnje je dobro, da ni veliko nekih igral česa takega, ker ali bi bilo potrebno zapreti ali pa sproti skozi razkoževati, enako tudi ležalnike in ostalo, tako da zaenkrat smo se odločili tako, da se koristi to, kar je, nadgradijo se pa potem v naslednjem letu in poskuša še izboljšati standard oziroma samo uporabnost tega bazena. Toliko, v glavnem, vsi vabljeni, seveda v omejenem številu, tako da mogoče tudi to ena nerodnost, prodajamo sezonske karte, vendar smo vsem tistim, ki kupujejo sezonske karte, napisali in povedali, da vkolikor pride do tega, da bi se celo kopališče zaprlo, ali v primeru tega, da nekdo ostane zunaj, ker je že neko maksimalno število na kopališču, ne moremo nikomur garantirati, da bo lahko vsak dan kadarkoli tudi prišel plavati. Tako da toliko za razumevanje, ker pač višja sila in drugače ne gre. V Slovenskih Konjicah je tako zopet novi olimpijski plavalni bazen in čofotalnik za najmlajše. Pripadajoče objekte, kot so strojnica, sanitarni prostori in garderobe, so prenovili, novo zgrajen pa je tudi vhod z blagajno. Ob bazenu je urejeno parkirišče za kopalce, ki bodo tja prišli z avtomobili. Za varnejši dostop pešcev do bazena pa se je trenutna živa meja ob stadionu zamenjala s kovinsko ograjo. Na bazenu bo seveda poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo. Kopalna sezona na bazenu bo možna seveda ob upoštevanju smernic in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom. Zaradi strogih sanitarnih ukrepov upravljavci prijazno prosijo za upoštevanje ukrepov in vseh objavljenih navodil na konjiškem javnem kopališču. Cena dnevnih vstopnic bo za odrasle 6 evrov, za otroke, dijake, študente in upokojence pa 4 evre. Poskrbljeno je za kopalce, ki bi se radi ohladili le v popoldanskem času. Cena le teh vstopnic je 1 evro nižja od dnevne
in velja od 16. ure dalje. Vstopnica za letno sezono 2020 za otroke, dijake, študente in upokojence je na voljo za 45 evrov, za odraslo kopanje čez celo sezono pa je treba odšteti 60 evrov. Vse vstopnice je možno kupiti na bazenu in sedežu javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice na Celjski cesti. Prvi dan je bilo kopanje brezplačno. Športni park v Slovenskih Konjicah je letos poleti dobil novo, svežo podobo. Po ureditvi prostora pri tenis igriščih, kjer so zgradili novi oporni zid, tribune, nadstrešek in ograjo, so v parku postavili še novo javno razsvetljavo. Občina Slovenske Konjice je že lansko leto podpisala pogodbo za ureditev razsvetljave športnih površin v Športnem parku Slovenske Konjice, katere izvedbo je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini 100.000 evrov, razlika v znesku 57.221,94 evrov pa je pokrita iz občinskega proračuna. Sodobnejša razsvetljava, izvedena z LED svetilkami, bo tako omogočala športno udejstvovanje tudi ob večernih urah. Na spodnjem igrišču za košarko so prenovili dotrajane tribune in novo igralno podlago, koše in ograjo. Zgornje igrišče je predvideno za obnovo v prihodnjih 2 letih, kakor tudi igrišče za hokej. Vrednost vseh projektov znaša 258.000 evrov.